dejstvo je, kar večkrat poudarjam, da je celoten pravosoden sistem, vključno v bistvu na vse zadnje za policijo in tožilstvom, bil neka slaba žrtev slovenske tranzicije in mislim, da danes branjevke na trgu jim je bolj jasno, mogoče kot nekaterim odgovornim, da pravo kot imunski sistem družbe ne funkcionira v Republiki Sloveniji in da so reforme nujne. Reforme so se na določenih področjih začele dogajati. Jaz si srčno želim in verjamem v to, da bo recimo nacionalni preiskovalni urad začel funkcionirati. Tožilstvo je nujno, da gre v spremembe, pri čemer se ne smemo ozirati v preteklost, pa spraševati v bistvu, kdo je zdaj za to kriv, ali kakšno od prejšnjih generalnih državnih tožilcev, ampak spremeniti. Da pa nekaj spremeniš, rabiš pa najprej priznati, da nekaj ne funkcionira. In tukaj so še vedno, mislim, da določeni na stališču, da vse relativno dobro funkcionira, če pa že je kaj narobe, je pa za to kriv nekdo drug. Mislim, da je tudi javnosti zdaj postalo jasno, da je policija zagrabila, da je začela delati. Tukaj pa pomemben vmesni člen, tožilstvo, ki je podhranjeno kadrovsko in tudi sicer. Nikoli ne bomo vedeli, kdo je na nek način odgovoren v največji meri za to, da je pač slovenska tranzicija šla tako, kot je šla, da se gospodarski kriminal ni preganjal na način, kot se je. Mislim pa, da je nekoliko preveč poenostavljen reči, da je zmeraj za to kriva politika, neki zelo konkretni botri in tako naprej. Tožilska reforma sredi 90-ih je zagotovo ostala na pol poti, ampak dosti drugače niti ni moglo biti, ker je pravzaprav ta pomenila zelo velik prehod iz nekega tožilstva v enopartijskem sistemu v neko drugačno zasnovo organa pregona. Mislim, da nismo ostali na pol poti, regredirali smo. Nekatere stvari, ki so bile na začetku po mojem mnenju pravilno zastavljene, so bile z nadaljnimi spremembami tožilske zakonodaje vrnjene v konceptualne rešitve, ki so bile starejše oziroma ki so bile pred tistimi spremembami, ki so bile uveljavljene sredi 90-ih let. Tožilstvo sploh ni več monokratična institucija, ne. Monokratičnost je bila presekana leta 1994. Posamezni tožilci so nosilci funkcije pregona, ampak to seveda terja neko določen razvoj v tožilski organizaciji, skozi katerega je potem treba to izpeljati. To je zahtevna tožilska organizacija, dosti bolj kot neko monokratično tožilstvo. Monokratsko tožilstvo ima probleme zaradi tega, ker pravzaprav izhaja iz neke iluzije, da je ena sama oseba lahko nosilec funkcije pregona. Državni tožilec je človek s človeško integriteto. To je bistvo zadeve. Je človek širino duha, to vse, integriteta in širina duha, pa nosi s seboj in odgovornost, in sposobnost odločanja, in pravičnost,